njegovem delu je razvidna visoka kvalitetna, intenzivna, odmevna in vsebinsko široka dejavnost na muzealskem področju, kompatibilna tudi z zgodovinopisnim, znanstveno-raziskovalnim delom. Gospod Dežman je tudi izredno ploden pisec, ki svojimi prispevki temelječimi na njegovem strokovnem delu nenehno opozarja na probleme iz polpretekle zgodovine, s kateri se morajo Slovenci soočiti in jih razrešiti, če se v sodobnem svetu želijo uveljaviti kot narod, ki suvereno spoznava svojo novejšo zgodovinsko izkušnjo in je zato na idejni, politični, kulturni, antropološko, duhovni ravni odprt za razvojne izzive prihodnosti. Strokovnega dela v arhivi. Med prvimi arhivisti v slovenski javni arhivski službi je uvajal informatizacijo arhivskega strokovnega dela kot raziskovalec, sodelavec, projektov, predavatelj, urednik, mentor in praktik. So dosti skupaj, ali ne še bolj? Sažo, a je v redu? Se pravi, sem prekinila. Ki se reče svetnik ali pa svetnik. Lahko poveste morda, za kakšno nagrado gre in s čim ste si jo zaslužili? Jaz upam, da svetnik ni predstopna svetnika, ampak gre za nagrade, pravzaprav ene bilančne nagrade v kulturi, se pravi Ministrstvo za kulturo med vlogami, ki prispejo z strokovnimi utemeljitvami, z razlagami za dosežke na posameznih področjih, se pravi muzeologije, arhivistike, varstva, dediščine, konzervatorstva in tako naprej, podeli potem te nazive. Skratka, komisija zaseda, oceni kvaliteto prijave, kvaliteto opravljenega dela, tako da to je ene vrste karierni vrh v strokovnem smislu, v ohranjanju dediščine. Če bi mogoče konkretno, morda lahko poveste konkretno, s katerim dosežkom ste se... Poglejte, moje osnovno delo pravzaprav je bilo preučevanje posledic vojne in revolucije. Tukaj gre ker kljub vsemu se človek počasi stara, in ko pogledam nazaj, je kljub vsemu nekaj kar pomembnih, spoznavnih prebojev, naprimer upeljava zamolčanih kategorij žrtev v slovenski javni spomin, obdelava. Jaz bi rekel, da je eno pomembno polje moje bilo uredniško delo z domoznanstvom, to je večje število različnih zbornikov, potem je sama muzeologija, muzejska kritika, publicistika, samo znanstveno raziskovanje bi ga lahko uvrstil v ene vrste strukturno analizo, potem v zadnjem času so pa teme, ki se ukvarjam z njimi, predvsem to pripovedovanje snemanje življenjskih zgodb. To je v evropski strategiji varovanja dediščine se reče neotipljiva ali pa intangible heritage. In pa seveda še zmerom ostaja pri tem, da se ukvarjamo s totalitarizmi, se pravi s temno senco 20. stoletja. Vse to je pa pravzaprav recimo sem in tja človek lahko s kakšnimi uskoki izven te teme popestri, se pravi ob domoznanstvu bi rekel, da je bila recimo brezjanska romarska kultura ena tema,
ki sem jo tudi precej na novo naredil. Marsikaj ste potegnili iz preteklosti, veliko kosti morda izkopali. Veste kaj, to je pa zdaj eno polje, ki recimo je na en stran ni direktno vezano z muzejstvom, ker je en del tega mojega javnega angažmaja, ker jaz kljub vsemu sem se včasih precej s politiko ukvarjal, da sem na srečo nekaj let že upokojen. Ampak dejstvo pa je, da bodo ti predmeti, ki ob izkopavanjih zdaj, če bomo z njimi nadaljevali, če bodo prihajali in če jih bomo ohranili, bodo prav gotovo tudi del kulturne dediščine. To bo pa tudi del potem v tem muzejskem venču, ki ga delam. Torej so kosti kulturne dediščine. Veste, kako jaz bi rekel, pogledajte, če ste zadnjič brali, da je bilo na eni strani mnenjski protest Janeza Stanovnika proti nepietetnemu razkazovanju kosti, takoj zraven pa na dveh straneh raziskovanje skeletov gladiatorjev iz Grčije. In veste, smrt je zmerom velika tema in če žrtve ne morajo govoriti drugačne, obtožijo storilce tako, da jih spodobno pokopljamo. Gospod Dežman, čestitke k nagradi. Lahko se še pokukava malce noter, kako izgleda to. Imate zaradi te nagrade zdaj kakšne posebne ugodnosti na Ministrstvu za kulturo? Ta hip kot direktor ne se pa potem v običajni službi muzejski pozna pri plači. No, čestitam. Hvala. Hvala lepa.